mi je rekel, da po 30 je dobro zaenkrat, ne? Kdo je rekel? Onka ima režiso. Kjer je gledal? Je telo tlele? Ne, teh pogledamo to, ki to gledajo. Tole, ja, Damir ima zdaj živo. Ne, Damir, Drago. Dobre, kaj tole ni... Ni krize, se pusti, sem da bo primera, veš. Evo, že v redu. Boljš ne more biti. No, evo, jaz pa ne bom se tebe tega obrnila, če boš kaj Te bomo še kaj reči. Grem še filati. Zdaj, da vidim, to nas na mene. Minuta moja, če se nam bo še kdo pridružil, če to boš. Jaz sem zelo veliko število vse dvorane sodelovala v imenu sodelovalnice akcija. Zdaj bomo predstavili na moji desni moja žena Jedna Adun, na moji levi vaši desni Natalia Lakač, moje ime je Adun. Kot rečeno, jaz sem hvala, da ste prišli v število za španske dece. Še vam bom razložil približno, kako so si zamislili današnji potek. Za začetek bom lahko povedati, da nobeden od nas ne smije in ne more komentirati stvari, ki so del kazenskega postopka. Se pravi, ne glede na to, da je oziroma nama dvema bil odpravljen pripor, je mej pa pridržanje, zaradi kazenski postopek proti nam treba še vedno teče in po zadnjih informacijah, oziroma kar se sliši tudi iz uradnih sporočil policije, policija pač tudi širi raziskavo, predstavo, kar pomeni, da tega res žal danes ne moramo komentirati, ker je to del postopka in je lahko tudi za nas škodljivo. Svoje pa je pomeni, da se danes ne bomo pogovarjali, oziroma nekaj par stvari bomo navrgali v začetku, par tem bomo odprli, potem pa bomo prepustili zelo veliko časa v bistvu vašem vprašanju. In glede na to, da nobenemu se kaj dosti tudi ne moti, po koncu tiskovne konference, so pač dobrodošla še kakšna posebna vprašanja ali kakšni drugi dogovori. Tako da, pa pri vprašanju smo vas potem prosil, da se pač tudi, da vas ne poznam, da se predstavite. Kdo ste pa iz katerega medija prihajate, ali pa če še ne strinjim in takile. Jaz bom začel zadeva najprej z zahvalo. In sicer zahvaljujem se predvsem vsem policistom, ki so bili umešani v moja aretacija, in tudi kasneje predvsem, se pravi, vodni postopka kriminalističnem inšpektorju Branku Slovincu za visoko stopnjo strokovnosti, profesionalnosti in korektnosti. Javnosti za odziv, ki je bil, zdaj pač en dan smo šele doma, tako da malo zbiramo te vtise, malo prebiramo stvari, da odziv je bil očitno prevelik, kar nas zelo veseli. In pa tudi v medijem, še enkrat rečeno, pač danes, če nobena pač naša tiskovna konferenca ni pa tako dobro obiskana, da to mogoče nekaj pomeni, mogoče se to plače za pripor, da se izgane. Upam, da boste pač celotno zgodbo še naprej spremljali, pač po lastnem interesu, lastnem volji, različni politični tisti del, ki vas pač zanima, se bomo danes pač več temu sprli. Začel bomo s tem, da ena izmed zadev, ki se bo danes naprej začela odvijati, je pač poziv vsem aktivistom v Sloveniji, celotni civilni iniciativi različnih področij, da je očitno čas, da se združimo, da začnemo pač usklajen in kontinuiran boj proti naši uzdravljeni državi. Interesi so očitno naši različni, težko nas bo skupaj dobiti iz različnih področij, prehajamo z področja kulture, ravno zdaj smo v takih hiši, ki bi jo mogoče zdorat v kinu, da pravi kultura, socialna, pravosodje, šolstvo, zdravstvo, karkoli se v naši državi dogaja takega, da ni ravno najbolj okej. Mislim, da zdaj skrajni čas, da se združimo in da pač enotno napovemo vojno tistim, ki so nam ukradli državo. Potem boste pač več zvedeli v prihodnih tednih, namreč zdaj, če tudi čisto osebno se moramo tudi malo sključiti, enostavno mi smo vsi ostali praktično brez elektronskih naprav, da veste, pač vse računalniki so nam vzeti, vsi telefoni, tako da je komunikacija malo otežena.
ampak lahko sposobno skupimo. Tudi v nekaj tednih bomo videli, kako je te pobude nastaja, pa definitivno pač še enkrat poziv vsem prebivalcem Slovenije, ki imate še dosti poguma, dosti volje in bi radi, da bi se dejanska pravna država v tej državi res udejanja, kot se ne. Zgodba, ki jo peljemo zdaj, ki je pač dobro navajena kot sporoška deklica, je seveda veliko širša kot samo zaščita enega otroka. Čeprav je to bil primarna poanta. Šlo je seveda za odkrivanje skrivnosti našega sistema, predvsem zavezave centre za socialno delo, tožilci, tudi sodišča, tudi policija, seveda, izvedenci in še bi lahko odjem. Mislim, smo temu še zelo veliko pregovorili, to je osebno z drugim mojim sodelavcem. Pred vami sedijo člani kriminalne združbe, po navedbah policije, tako in tako je bilo mafija v Sloveniji, to smo mi. Zdaj to, če malo meni pripred, vse ljudi, ki nas podpirajo, pa lahko če treba četati Sloveniji. Nečemo to osmata, ampak označil sem za kriminalno združbo in temu zapravo to je prvih očitkov, kateri mi se načeloma se opiramo, ne skrivamo pa tega, da smo združba. Definitivno smo združba in sicer združba, ki temelji na zaupanju. Tudi me samo pomagamo, pač take vrednote, ki razvijamo, da smo tudi staviti malo se gleda. Ampak ta družba je ni širša, kot smo mi trije. In hvala vsem, ker pač pri tem sodelujete, kljub temu, da je strah neprestavno prisotno. Pozicija se lahko zgoditi to, da stane za rešenko, ampak to ni najhujša izkušnja. Najhujša izkušnja je to, da špravka z rezervanti, ki ne želijo, da ne delujejo, kot je njihova služba. Odgovorili bomo danes sigurno na tiste očitke, ki mene v temu najbolj bolijo. Ne toliko v sami zaderi, ampak predvsem o pretoku denarja. Namreč tukaj smo kazali to, da je pač slovenska javnost najbolj reagirala na to, da smo dobivali velike vsote denarja. Za družine Kakor sem jaz osebno prijel 20 evrov, se pravi novembra leta 2009, za prvi uvodni naslov in del službi. Poklonil sem jih mejhan fotoaparat, Kodak Rablon in pa gospod Božo Kakor in Zvone Kakor sta popravila najnosebni avto, ki je bil že 6 mesecev nevozen. No, pa za pošto in fotokopije, ker je treba pošiljati recimo v Strasbourg, ali pa za fotokopiranje so pač postavljati nadpačna kava, tudi v španski pot. To glede prenosa denarja. Zelo rad bi se soočil z vsemi anonimneži, ki so se kar naenkrat, ki so izkoristili priliko, da smo bili rešetkami, da so nekje prišli iz Lukan in začeli govoriti neke svoje zgodbe, da bi jih srečal, koga, kje sem komu ponujal republikanske vsake denarja. Prišli pa ženo sva lastnika enega stanovanja v Fužinah, kjer sem naredil fizično preiskavo. To stanovanje se je kupila s kreditom na 20 sod in pa delno za prodajo mojega stanovanja, ki sem ga dobil po razmišljenem zakonu, je pač del družinske dediščine. Toliko akcija svetuje približno 150 ljudem Slovenije, ki so bile žrtve pravosodnega in socialnega sistema na raznih stopnjah. 150 ljudi. Tega dela ne bomo odnehali, zato smo odgovorni za teh ljudi. Družina Kakor je samo ena od teh družin in pač njihovi očitki policije nas ne bodo ustavili, to morate reči. Zgodb je veliko več. Naš namen nikoli ni bil vsem zgodb pripelje po javnost. Če bi pripeljali 150 zgodb po javnost, potem bi lahko gledali televizijo. Samo za zgodbe o tem, z raznih koncev Slovenije, kdo vse je bil na raznih stopnjah zlorabljen strani pravosodja, policije, sociale, zvezencov, širše dalje in tako naprej. Tako da tega ne bomo nekaj delati. Je pa seveda mogoče v teh časih spet malo zlupo in neumno, če izjavljaš, da 2 leti v družini svetuješ za tako. Očitno tega pač ljudem ne more verjeti, da to je zelo popravljeno delati, ampak kot rečeno, naša glavna poanta je zelo razkrivanje lukenj v sistemu in nedelovanje sistema, ne toliko, pač samo eno primer. Očitno zaradi pač nezaupanja strani družine Kakor je to naše sodelovanje končano. Očitno, jaz sicer tudi sem poziva, predvsem Zlatko, Zvoneta in Božota,
2 leti se preživeli skupaj, da poveste resnico. Pozivam me zaradi tega, ker je toliko ljudi, toliko prič obstaja, kjer so povedali točno voljo svoje družine in tudi Boštjan je povedal svojo voljo tako medijem večkrat. Da v primeru, če se bodo napadli na nas stopnjevali, bomo pač morali odreagirati z tožbami, ker enostavno svojega delovanja ne moramo ustaviti zaradi drugih ljudi. Prosim še enkrat, vse člane družine, da spregovorijo, kaj bila resnica, to, kar se dogaja zadnji 2 leti in da ne prosim, nekaj z lažmi in navajno ne. Vse, to pač seveda že dali na zapisnike, je to predmet kazenskega postopka in zaradi tega smo pač mi zaprta, jer ne v državi. Vidim, da nekateri izkoriščajo priložnost, kot je socialna inšpekcija, seveda njihovo delovanje in se naše delovanje ni nikoli po pogodu, kot je, ker smo pač alternativa temu, česar oni delajo. Verjetno tudi smrti bo na kakšnem centru socialno delo je razlušen. Pa seveda, da določen del policije in tožilstva. V tem uvodnem delu še enkrat poudarjam, da so pač več čas izvajali voljo, želje Boštjana Kaflerja, in njegove družine, ki je predražena na različne načine, v različnih priložnostih in situacijah, v različnih kronoloških obdobjih, ko nas je v bistvu država pritiskala že dolgo časa. Posebno, jaz sem pričakoval pripor v bistvu novembra lani. To sem bil že pripravljen na to, tudi to zdaj ni bilo presenečenje. In potem še dvakrat. Te znaki iz strani, zelo rekel, poštenih policistov, ki so prehajali, so bili vedno zelo jasni. Da pač nad nami izvajajo prikrite ukrepe, predvsem prisluškovanje elektronskih naprav, osebno zasledovanje, ko smo pač tudi večkrat koga zasledili. Skratka, to teče zdaj že, bom rekel, 1 leto. 1 leto sigurno, se pravi, od takratnega poskusa nasilnega rudeža otroka, marca 2011, zelo intenzivno. Veliko je pogovora o pooblastilu, ki je to odpovedal, jaz se samo ne bomo danes papiriti dosti, ampak še vedno iz decembra 2010 je Boštjan Kafler podpisal pooblastilo Nataliji Markač, da lahko vso dokumentacijo uporabimo v medijih z spoštovanjem zakona o varstvu posebnih podatkov. Moram reči, da smo ves čas tudi držali. Očitki, da smo razkrivali identiteto, so neresnični. Identiteto je razkrila policija, ko je objavila fotografijo imen primek. Ves čas, zato smo pač tudi izbrali to podno besedo Koroška Vekica, nikoli smo razkrivali identitete, nikogar je opleten v to zgodbo, dokler nas niso v to prisilili v bistvu drugi organi, ki so začeli pač z primkom in tudi lokacijo sami se začeli razkrivati. To pooblastilo, v razkrivem še več pooblastilo, eno sem je bila tudi odvzeta v tej nekih preiskavah. Kar se tiče odvzema tega pooblastila, to je zelo pomembna zadeva, odvetnik Vrstovšek trdi, da so nam povedali pooblastilo 16. marca. To je zelo pomemben podatek, ker smo 17. marca v soboto imeli na hitro sklicano tiskovno konferenco v soboto v teh prostorih in zaradi tega mnogi trdijo, da smo delali na lastno pest takrat. Jaz sem dobil odpoved pooblastila po elektronski pošti strani odvetnika Boštjana Vrstovška 22. marca po elektronski pošti, ne 16. marca. To je pomemben podatek, ker deluje kot, da smo v soboto na tej tiskovni delovali na lastno pest, kar se vedno drži. Teh pooblastil je bilo napisanih več, vsebina tega, ker sem nam zdaj pokazal to, da pisno dovoljuje Nataliji Markač, da lahko v vsej komunikaciji za medije uporabi vso spisovno dokumentacijo na vseh uradnih organih, ki je Boštjan Kafler bil, Center za socialno delo, Okrajno okrožno sodišče Slovenije Gradec, Okrožno državno tožilstvo Slovenije Gradec, policijska postaja Ravno na Koroškem, policijska uprava, takrat še Slovenije Gradec Slovenije več, Generalna policijska uprava Ljubljana, vsa celotna zdravstvena dokumentacija v zvezi s črko in vse te dolgovrstne ležica. Na koncu je zapisal edino omejitev mojega soglasja, ker sme varovanje identitete. Da se še posebno skrbno podrujejo osebni podatki mojih črke, ker smo pač dejansko se trudili tudi izpolnjevati. Tako, mogoče še, mislim, da sem vse pregovornega. Še dve stvari. Jaz sicer pravi naš najmanj pripor, jemljem kot neke vrste uklonilni pripor, termin, ki ga v Sloveniji še ni bilo, ampak so ga pač uporadili, to pomeni, da so naj priprli za to, da bi naj uklonili.
Danes, ko sem nekaj bral v člankih in nekaj pravnih strokovnjakov, uporabili že podobne izraze. Mogoče še to, zelo veliko je bilo tudi v javnosti opisano Boštjana Kakarja. Jaz sem moram zdaj sem to še pač povedal, da je Boštjan bil v izjemno slabem psihičnem stanju, takoj, ko je prišel v prihod. Količina pisem, ki jih je on pisal, je bila velikanska in seveda prikazuje žal samo tiste pisma, ki vodijo ta trenutek kazenskemu postopku. Mogoče bi ti sam možno tudi več. Ja, moramo tudi pismi, je treba povedati, to, kar se zdaj v medijih pojavlja, je pač so določene stvari izdržane iz konteksta, ko sem že včeraj tudi govorila, da je potrebno zdaj omeniti celostno prebrati prvo vsa pisma, ki sem včeraj pošiljal in tudi vsa pisma, ki smo jih minjeno. Šlo je zato, da prva pisma, ki pravi od nje 22.6.2011, ko je bila Boštjana v desno prihod in kasneje odrejen prihod, je Boštjan prve 4 mesece pač pisal pisma, kjer nam je dajal usmeritve. Se pravi, navodila, kaj naj še naredimo, kje naj pritisnemo, predvsem nam je dajal usmeritve v smeri, ne pritisnemo na politiko, ne dosežemo, se pravi, s tem nadzore, ne dosežemo izdaje te odreze. Skratka, to je še bila vedno, to je bil pač odraz njegove volje v prvih mesecih njegovega prihoda. Ker ne je prišlo do določenih zapletov tudi glede njegovega stanja, potem bomo seveda kasneje še več povedali, v tej fazi zdaj tega ne moramo. Dejstvo pa je, da je družina sporočala, da se Boštjan v prihodu menša. Da se Boštjan sesuva, da Boštjan hoče ven, da ne drži pripora in da se najbolj na svetu boji zapora. Mi smo takrat to čas družini pač obrazlagali, da vse, kar lahko naredimo je, da pač družina pove, komu je dala otroka in da pač vse, ki to izročijo. To smo mi pač konstantno nadaljevali v družini, ker je zelo vsem dobro, da smo mi imeli veljavno oblastiljo strani očeta, Boštjana, da mi v teh reči ne smemo, ne moramo, pravi ne smemo govoriti. In ta del je bil izključno v njihovi domeni, kdaj se bo zadeva pač postavila. Partnerka Boštjana je pač hodila filma Žina na opis, najse našala mešane informacije, recimo v smeri, da Boštjan se boji Klare, da se boji njenih izpovedi, da se boji konstantnih postopkov kasneje, da ji ne bo mogel pomagati. Boštjan nam je pisal pisma, da bo svojemu očetu, ker je rezal vrat, ko se vrne iz zapora, da ga je oče izdal, da želi, da gre njegov oče v zapor, da želi, da gre njegova mama v zapor, da želi, da vsi grejo v zapor, da gre samo on ven. Kasneje nam je navajal pač, da se bo začel ukvarjati z mafijskimi zadevami, da se bo preselil v Maribor s enemu od mafijcev, ki ga je spoznal in dal v zaporu in da Klara pač to življenje ne hodi. Skratka, precej zmedena obvestila strani Boštjana, kar pač v bistvu je zelo ravno nasprotno s tem, kar nam je v začetku prihoda slišal. Na vprašanja, ko so se mi zastavljali, predvsem očetu, Boštjanovemu očetu, kaj on razmišlja, glede na to, kar Boštjan sporoča, je pač oče njegov konstantno zatrjeval, da Boštjanu se res meša in da je zgubil razum, da Boštjan ni sposoben več razmišljati normalno in da pač oni ne bojo nikoli pisali deklice. Gospod Zvone Kaper je to večkrat povedal različnim pričam, da je pripravljal par ljudi pospraviti v vrečko, kolikor bojo želeli čepko najbolj nasilno izročiti v domnevno zlorabljajoče okolje. To je bila pa največja bojazen. Faktično samo to, da se odredijo ti nadzori nad delom tožilcev in da se pač ugotovijo te nepravilnosti in da se otroka ustrezno zavaruje in pač različe ta spolne zlorabe. Tudi da to je bila njegova volja, kar se tiče Boštjana in njegove družine. In ko smo mi začeli prijemati te njegove mešane signale, zaskrbljujoče, predvsem v smeri, koga vse bo molil, ko pride ven, celo sporočal je, da ko bo prišel ven, da bo spet nazaj skupaj, da sta postala par, da bo na tak način pač imel kontrolo na tem, kar se skupaj tam dogaja.
sem jaz enostavno to presekala na tak način, da se povedala tako s njegovem očetu, da kar se meni tiče, meni Boštjan ne rabi pisati nobenih pisem, da ne potrebujem takih poročil. Mi smo delali to, kar je od nas vse čas pričakoval, prosil, kar je vsina prosila, vse nas in da vse, kar je Boštjan Boštjan, da ne znam točno ve, da je pisati na novo oblastilu. Lahko vse mi povemo, če že on, če ga ščiti določilo ZKP-a, da bo za sebe in svoje bližnje ni dolžno usvojiti. In to sem pismo napisala Boštjanu, da vse, kar ne naredi, je, ne nam se kliče po oblastilu. Lahko vse mi povemo, da je otroka izročil svoji mami in da vse mi povemo v tej smeri, kaj se dogaja. Do trenutka, se pravi do dne 22.3. je bilo oblastilo preklicano, mi o tem nismo smeli spregovoriti. Ko pa je bilo oblastilo že preklicano, se je pa bilo že kazenska podana, to pa nas bo že aretirala, to je bilo v 14 minut. Da to je bilo, se pravi, da daja več pisem. Prvi del pisem govori o tem, ko nam Boštjan daja navodila, ki nam izkazuje svojo voljo, drugi del pisem govori o tem, kaj vse bo naredil, ko pride, da bo dal otroka v rejništvo, da bo začel z maso delati, da se bo delil celo, da bo spremenil identiteto in pobegnil v tujino z njegovo partnerko. Kratka, to so da sporočila. In točno ta sporočila zdaj policija in odvetnik Prostovšek uporabila v smislu dokazovanja, zdajte delali smo nasproti o očetovo voljo. To je ogromna laž in mislim, razumem, da se Boštjan v tem trenutku ne zaveda, ne more še razmišljati jasno, kaj izjavlja medijem in kaj se dogaja, kak je odgovor podaj, ampak opravičila za odvetnika Prostovška pa ni, dokaj on točno ve, da s tem posegim v družino v nadaljne postopke in sicer iz razloga, ker pač očitki, ki letijo tako na mene osebno, na svetovalnico akcija, na to se bomo mi mogli odzvati in bomo prisiljeni vložiti določene, se pravi, tožbe in ovadbe, a ne to se družino, kar dejansko za družino pomenimo nadaljno vreme, še nadaljnih par let in tudi verjetno precej stroškov. Se pravi, laži, čisto prosto je izrekati medijem eno trditev, ne napišna pa, kako bo šlo na sodišče, ko bo prišlo do določenja, do zaslišanja prič, do izvajanja dokaznih predlogov, kako boš potem to upravičil. Se pravi, tu se ljudem navezala tudi na te očitke Boštjana, da je predvsem meni daje ogromne količine denarja. To moram iz tega mesta povedati, to so laži, in zanikam v celoti, če mi je Boštjan kakor karkoli daje denar, in to zdaj govorite, jaz zdaj dopadrujem, za vse to. Dejstvo je, da mi imamo materialne dokaze, da je bila družina, kateri bo odkaže prišlo, lahko izkazala, se pravi, premoženjske stanje, prizive, dvige in tako naprej, da bo se pač pojasnoval, kje to je družini denar, če so ga nam dali sredstva. Prvo je dobili pač očitki v smislu 50 000 evrov, kasneje so že očitki na 10 000 evrov, kar 2 000 evrov na roko. To je zdaj lahko trdita, res apeliram na odvetnika Prostovška, ne piši svoje stranke v kazenske pregone, sicer je obljubljal, da mu povedal pro bono, ampak v bistvu je Boštjan te kazenske zlorabljen za potrebe tega, kar je bil tudi namenjen. Se pravi, v Boštjani znajo z magistrem izvesti sporedno medijski linč, diskreditira človeka, ki se ne more braniti, to so metode prejšnjega režima. Prvo je tudi bila na vrsti diskreditacija, kasneje kriminalizacija in diskreditacija. To so metode prejšnjega režima. Zdaj, ko smo mi v zona, ni problem, da lahko zbivamo, lahko razkurjamo medijem, ne moš pa tega storičiti v priporu. In kot da smo mi spremljali 4 dni, so se vsak dan pojavljali novi očitki, mislim, to, kar se je sporočalo v medijih, pa slišalo je zelo grozno slišalo. In mene v bistvu prizadelo je mogoče samo ta del glede teh stroškov, da so nam plačevali ogromne denarje, ker smo res leteli pro bono in še več, celo lastna sredstva smo vlagali v to. In jaz pozivam gospoda Zvoneta Kakerja, da spregovori resnico, da pove, ker v nasprotnem primeru resnice doslej poslej moral spregovoriti, še najprej v sodnem postopku, ko so določeni spričani in materialnimi dokazi. Dejstvo je, da smo celo, ko je bil Boštjan poligrafsko testiran,
račun za to poligramsko testiranje, ki je bil sicer v višini 200 evrov, sem plačala jaz posebno iz svojega žepa. In zdaj se sprašujem, če je gospod Raker razpolagal s takimi vsotami denarja, ki zdaj pač nakazuje, da jih je imel in izročal, zakaj potem ni imel v žepu 200 evrov, da bi sam plačal poligramsko testiranje. Jaz res pozivam družino, da ne preživi zadeve, ne se lepo umeri, razmisli in šele na to daje izjave, ker so zadeve lahko bremenilne za njihov nadaljnjih postopkih in se lahko ugotavlja tudi kazenska odgovornost in seveda tudi spominska, koliko bo predstavnica akcija, da tega živi v mediji, pač podpira neko škodo. Ja, to bo rekel, mi smo škodo že utrpeli, seveda, se pravi, tako enostavno nastop. Gre za čisto moje dobro izreke, da bo zelo težko oprati, ravno za količine teh očitkov. Gre za zaupanje drugih strank, ki se nam bodo verjetno od nas malo. Vem, da smo sami. Piše dobro. Se pravi, eni se bodo sigurno odvrnili od nas, to je pač, to gre na rovač tega, da se to pač krive izpovedbe so kaznive, zaradi tega so bile posledice, name pa vzeta prostost, moje žene bila vzeta prostost, imamo pač težave enostavno za čisto logistiko, se pravi, mi pač ta trenutek svojega dela ne moramo na celoti upravljati, ravno za tega, ker smo dobili vse kontakte, ki jih imamo, sprav elektronske, ki smo jih imeli, imamo pa še vedno na srečo dovolj možnosti, da že od ponedeljka naprej, no zdaj danes smo si vzeli še malo prej, že zdaj povemo, od ponedeljka naprej delamo dalje. Se pravi, tudi za vse tiste, ker ne moramo kontaktirati, smo zbili stobilko svojih strank, tisti, ki ste naročeni v ponedeljk, jaz pač delam dalje, skoka veste, in seveda cel teden naprej. Tako da, če pa bodo se pač nadaljevali res take vrste točke, tudi to, da smo grozili, grožnje, da so bile izrečene, to pa mora pa se družina pripraviti na to, da bomo udali nazaj s polno silo. Ker je tega, ker z ženo gradila 3 leta, si ne bomo dali vzeti, zaradi tega, ker nekdo ni sposoben ali pa ne želi prestati zaporne kazni, ali pa se boji zapora. To pa ne. In da za takih loži, pač pa jaz svojega dela ne bom vrgel v koš. Pač preveč je bilo noter vloženega za to, da bi jim pač ne bodo nas ustavili. To definitivno. Zdaj pa mogoče predolge do tega, to je ta razlog. Edin še to, no, te izjave gospoda Zvoneta Kakerja, ko je kriminalist Brgled šel v zapor, ste vsi dobili v naše, vsi mediji dobili v še predavnem našem sporočilu dejavnost, je bilo pripeto v obe verziji. Tukaj je gospod Zvonek Kaker drugačno vajal, zdaj se pravi, bo moral pač povedati, ki je resnica. Tako da, jaz bi mogoče tukaj res potegnil za lečrto, če sta uvod. Da zdaj tukaj so izvedene vaša, pa njihova, pa že prav razumem, zdaj imate pač nekako politično možnost, da napovedujete sodbe, pač različni karte, seveda kazenski postopek je pač drugi del, ki bo pač teklo, kot bo pač teklo. Ampak zdaj vseeno tukaj sprašujem vas, posebnost Zvonjaka, kakšna škoda je bila storjena deklici, ki je bila toliko časa, to se pravi ločena od obeh staršev, ne glede na spremljati skupaj, ki vas čaka. Hvala. Hvala za vprašanje. Prvi del mogoče. Mogoče sem dosti negativno, da mi apeliramo danes tukaj, da ima vratno politiko. Ne sem, da je to naše novolje tožba. To je samo, to bo konsekvenca, da še vedno najhitrejša pot te ministre je pač posredovanje politike. Razvili v nadzor, revizijo postopkov so bili večkrat sporočeni. Minister Gorenak ve vse podatke, ki jih potrebuje. Kot vem, bo od pojutrišnjem prevzel dejansko sodelovanje policijske pogodbe, se pravi tudi nadzor nad tožilstvom. Rak rana celotnega primera sloni na tožilstvu. Vse stalo so bili bolj spontani. Drugi del vprašanja je pa to, se pravi, zdaj prvo komentar. Očitno ni bilo zelo slabo poskrbljeno, da nekaj, če lahko še tako je malo. Prva stvar. Očitno to, da pa deklica ni bila z očetom, pa ni bila naša odgovornost, ampak je bila najprej narejena na sceni rubež otroka, v marcu 2011 in kasneje pripor.
In seveda ni bilo nobenih pogojev za to, da bi pač otrok bil pri katerem koli stanje. Kot pa vsi vemo, in ker je bilo pač jasno, že potem 3/4 Slovenije, da teknica za svojo bazico. Bodo še enkrat tudi, kar se tiče očitko, da je bila z neznanimi ljudmi tudi drugačna. Babica je zelo skrbela od rojstva, od mati od poslušanja. Ja, res. Ampak Vesna Banšterin, da to še vedno nisem govorili konkretno. A je bila s tem deklici narejena škoda? Bila je izolirana, spravi, bila je svoja babica. Ja. In to je bilo to. Kako veste, da je bila izolirana? Lahko je drugače vprašamo v bolnici. To so pravi, no? To so pravi, da kaže dokazima, da to je bila izolirana. Ok, jaz nisem da vem, pač bom dovolj na kolegico. Ona se naslanja na to obdobje odraščanja, ki je, kot vemo, do vsakega otroka. Klara, ni Klara, do vsakega otroka, pa zelo vsega. Tako je pomembno naredovati socialne slike, spet za ljudi, ki so pomembni, ki se pomembno vsega tega zaupanja mama oče. In mislim, da kolegica navezuje na to, da pač je mnenje psihologov takšno, da če je otrok 15 mesecev, ni za mame, tudi veliko časa ni za šefov, nima socialnih slikov. Pravi, če je bilo poskrbljeno, je imelo socialnih slike, v kakšnem okolju bi nas se lahko vzelo na razume. Mene zelo veseli, ker pač Slovenija pač ima žalostna država, glede zaščite otrokovih pravic, to pa ne velja za celotno Evropsko unijo. Na srečo v Evropski uniji obstajajo organizacije, ki ščitijo otroke, dejansko. Volonterske, nevladne organizacije, ki poskrbijo za takšne stvari. In to me veseli, da pač tudi nismo sami. Pa da sem dal dobro odgovor, ostavite svoj kazenskega, dejansko. Ker to je eden med očitkov, zato vam na to ne odgovarjam. Ker to je bil razlog, za klasifikacijo pač ni bila zredno ni pač vsi trije povadeni ravno po drugem odstavku 194 člena. Ker prvi odstavek drugi in dokazovanje tega, da narejena škoda je stvar kazenskega postopka. Jaz trdim, da ni bila narejena škoda, ampak tudi se bom ustavil. Vse bi se ni bilo kot očitek rečeno, bilo je rečeno v smislu mnenja, ne vemo, ali je njeno dostop do njene zdravstvene pomoči, tam še ni to zapisali. To se bo razkrilo znotraj kazenskega postopka. Ja, to je eden med očitkov tožilstva in ker je priprava mojega zagovora je ne Natalije, pač ravno gre od tega, da bomo pač lahko to uvrgli, ta očitek vam več res ne more povedati. Kaj pa mogoče smo to dodala, da se zdaj kar čudežno, ne vem, pozabila, kaj je to zdaj bistvo odvrte, pravi, da je spolna zloraba osumljena tako mati, kakor veš, in tukaj da zdaj govori, ni glas za mlačenja, zdaj obstoječe sodne prakse v Republiki Sloveniji, in celotna zakonodaja govori, da otrok stikov z staršem, ki je osumljen spolne zlorabe ali kakšnokoli drugo osebo, ne more imeti, oziroma jih da prosto nadzor. Na tem nekaj vprašati, da smo včeraj na tiskovni konferenci namestnik direktorja kriminalistične policije dal izjavo, da je edina prijava, kar se tiče suma spolne zlorabe, bila ovržena. Ja, no, to je ja, to je tudi so rekli, ja. To vemo, da je bila ovržena. To smo tudi razpravljamo, ne? Zdaj, to. Kot veste, medijem javnost je razkrila tudi okrožna državna tožilka Aleksandra Štibla, ki je bila edina tožilka, ki se je premale spolne zlorabe lotila maksimalno profesionalno in je bila te zadeve umaknjena. Se pravi, državna tožilka trdi, da so bile v tem postopku obravnave spolne zlorabe narejene velike strokovne napake. Kasneje je to prevzel tožilec Šume, ki je zadevo zavrgel. In ravno tukaj je poanta tudi tega apeliranja na politiko, v tem, da tukaj pa potrebujemo tožilski nadzor. Se pravi, v Sloveniji bilo veliko stvari zavrženi, pa to še ne govorim, da se niso zgodili. Seveda, to je edina rezultat, začela marca 2010. Možno dokaj vi razlagate je zgodba za nazaj. Vsi so opozarjali, ne vem, že gospod Sabrenak se je odzval na svojem blogu, ko je rekel, ko je napisal, da očitno v tistem obdobju ni bilo vse v redu in da je vezano tako na policijsko potožilsko delo. Ampak recimo, če se zdaj vrnemo na aktualno zgodbo, se pravi, za to, kar ste vi pripravili, vaša žena pridržana. Če lahko, naprimer, na pisma, da se naveža, prej ste razlagali, prve 4 mesece je Boštjan Kakar poščiril pisma za vsebino, ki vam je dal usmeritve, kako naj ravnate. Kaj pa potem? Drži to, kar trdita tako on kot njegov odvednik, da so vas potem pozivali, da otroka pripeljete nazaj, ker tega niste sprejeli? Ne, to ne drži.
to zdaj pravim, ko bomo zložili celotno zgodbo pisem, ker ravno dejansko to je bila moja skoraj da edina komunikacija z Boštjanom. On je vmes sicer me tudi klical, raje ne povzemam vsega, kaj mi je povedal. Res ne, ampak to so bili klici, celo klical me na službeni telefon, to so bili klici, ki so izkazovali to, da je pač dejansko narobo. Od kričanja do popolne vrničenja v eno v drugo svet. To, kar je Natalija želela povedati, je to, da pisma so bila tako nekonsistentna, recimo njemu se je pisava spremenjala močno. Pismo je prišlo lahko za teden več, pravi dve, lahko tudi več. Eno pismo je šlo za eno smer, ki je pač poziva, da moramo vsi ustrajati, da je pač, ker oni meni niso vedeli, da bo njemu izrečen pripor. Nekak se je sumel. In zadnja komunikacija pred priporom je bila njegova, da se je pripravljen tvegati vse za svojo često. Tudi zapor. Jaz moram reči, da je svojih izkušenj, ko dela zaporov, nekaj se mi zdi, da ne bo on človek, ki bi dobro na to reagiral. In vemo, tudi kasneje, ko so časložili, da videli to, da Boštjan Karkar in tudi Boštjan pač učitelj, dejansko zelo stvari kontekst. Treba je brati zelo natančno, kaj je pisal v pismu. Pisem je zelo veliko in zdaj moje mnenje je bilo, da pač Boštjan ni bil v posesti svoje volje. Ko je pisal posamezne stavke, ker si stavke enostavno so bili nekonsistentni. Torej navajajo ljudi, ki ne obstavljajo. Navajajo je pač neke variante, recimo variante, ki so sploh neizvedljive, o katerih se nismo pogovarjali. Recimo ena od njih je to, da bi morali mi od sebe vzeti kot izveden. Take moči, spodovan kaj se sodne nima, izveden gre dela svoje delo na podlagi sodne odredbe. Brez vede je, da se to ni bilo nikoli dobra, pa je v tem recimo pisal, da smo mu obljubljali, da mu bomo praktično zrihtali izvedeniško mnenje, da bi bilo podljivo narejeno. Zdaj tako, glede na to, da pri meni so bile narejene 3 hišne preiskave in se pač vzel ogromno materijala, jaz mislim, da so vzeli vsa pisma, mislim, da vsa pisma so pobrali, ker smo vse kopije, tistega, kar sem dobil in tistega, kar sem izpočil. Tako mislim, da bo kar integralna verzija, potem pa še združitev z Natalijno hišno preiskavo, pa že mogoče še niti pa gremo pa... Spet pa še nekaj na to pismo, sem še ena stvar. Rekli ste, pisal je pisma, vlasto, nekostentna, bil je težkem, očitno fizičnem, čustvenem stanju, ampak ali so bili vnotraj v teh pismih, čeprav bi pravili, da je iz prvega meseca, so bili pozivi, da jih so vrnete nazaj? Zdaj, na to vprašanje lahko odgovorimo zdaj v tem trenutku iz tega mesta samo to. Tisto, kar je zapisano v teh pismih, je potrebno prvo odgovoriti na vprašanje, koliko je Boštjanova volja še bila prosta, ko je to pisal. Glede na okoliščine, v katerih je bil, glede na metode, ki so bile uporabljene, glede na kazenski postopek in pripor, skratka, ko bo odgovor na to vprašanje jasno, bomo lahko govorili tudi, ali je šlo za Boštjanovo voljo, ali je šlo za odraz stiske. Dejstvo je, da okoliko bi bila to Boštjanova volja, da želi, da se da otrok, da želi, da se vse konča, bi samo preklical pooblastilo in to smo tudi vse čas je vedno od začetka, da mi lahko delamo, dokler imamo veljavno pooblastilo, okoliko ne želi, da karkoli počnemo, samo preklic pooblastila. In ker Boštjan tega ni naredil, smo bili v tej točki pač še vedno pač so bila vprašanja odprta. A ne, smo mislili, ok, ker zadnje 4 mesece pač sporoča take vsebine, če bi on to res mislil, a ne, bi preklical pooblastilo. Isto je pa tudi družina govorila, da se Boštjan vmeša in da ne, da to ni njegova volja. Nekaj bi še dodal, samo pa naprej. Že na eni od prejšnjih tiskovnih konferenc je bilo povedano, da je bil poskus samomora v družini Karkar širši. Jaz sem drugače tudi, moram reči, drugače tudi Boštjana iz pisanja ocenjeval kot akutno samomorilno ogroženega. Ker on je pač tako tudi navajal to, da bo sebi nekaj izgovoril, da bo drugim nekaj izgovoril, je šlo za pisanje. In v času, ko resnično pač njegov, gleda pa nisem osebnega stika, sem se najbolj naslanjal v bistvu na mnenje in želje, koncev tudi njegovega očeta. Zlatko Karkar je bil, Zvone Karkar, je bil vse čas zelo trden člen, pa bi pogosto v stiku, večkrat je pač prosil za to, da ne popustimo, da je tisti, ki je pač koncev je pač bila njegova žena v vprašanju. Tako da oni popiski, do katerega sem jaz sam ocenjeval, da najbolj trezno razmišljal. Pisan, kjer je pa po 6 klicajev odčrtano
se pravi, navajanje stvari, če vam jaz povem ti strokovno meni, še vedno imam diplomo, nisem jo vzela. En del tega še ne, eni imajo sličave, diploma sem pa napak. Moje mnenje, takrat, ko sem tudi povedal, širši družini je to, da je prišlo do tako zvane akutne psihotične motnje. Se pravi, to je za duševno bolezen, ki je akutna in preide. In jo pač doživlja več ljudi. Se pravi, zaradi hudega stresa. Recimo to, kar je mi zdaj dobili, da se pogovarjamo s tem problemi. Uvedem prehajanje v osnovno teme, kako je, kaj za Boga Klara začne delati mami, zakaj ljudje mi upravičane in ali se ne dogaja res optimalno priškanje za dobro. In ko se treba mi štiteljevo, jaz sem ali vse govorila z njo in takrat je oče zatrdil. Ja bo šlo, zelo dobro počuti, ko je se tudi započel potreba, vemo poslednje napake se isto. Eno je jasno, zdaj govorimo o psihični kondiciji očeta. Zelo pomembno, ampak mislim, da moramo iti nazaj in da me ne zanima, kdo je odgovorna oseba, ki skrbi za to, da je Klari optimalno dobro. Ja, ampak socialna dela ravno groški bo interveniral samo, kadar bo mamo socialna pomoč. Oči bo pa stike pod nadzorom. No? Zdaj to, jaz bom zdaj samo se pravi, če rečemo ta prvi fokus našega dela, zaščita mladoletnega otroka, mi smo pač tukaj izgubili. V Argentini je bilo pač to, mi smo tukaj izgubili. To je bil glavni fokus, da je ta otrok in tukaj smo pač skoraj drugače izgubili. Na tvoje vprašanje, če reči kdo, se pravi, očitno detekca ni pa tako zelo prizadeta, da se ne takoj, jaz sem v priporu vedel, da je pač bilo, da se privodila pač najdena. To mi da pa tudi skrbeti olajšati. In takrat čisto, še, ker nisem na nobenih informacij, se pač pripadni bil spravljen po 3 ure kasneje, sem pričakoval, da zdaj bo pa recimo 3 tedne, recimo vstaj v kriznem centru za otroke, za palčev in vsaj, da bo dejansko, da se bodo takrat, bil mislim, da jih bodo zavarovali, da se bo nekdo z njo pogovoril, in da potem tako nismo še ven posvetil, da ne bomo šla k mati. Sem pred slabo, da se je še za me. Ja, verjetno si javno smo skupaj živeli. Ti nima kje živeli? Eno vprašanje, veliko tiče v nadzor, ne? Kakšne komisije se zakaj se bili uspostila, ne? Pa kaj, da nekaj je malo strašno pozicija, na kako se pozicija bančne komisije, da je uspostila, da je to nadzor, ne vem. To je zelo močen očitek, ki je v vsem, ki so dobili, tako da je to povedal del kazno pravo stopna. Ker tukaj je potem, ker so to bilo čisto slabo lučno, da smo v bistvu nekega načina zlorabili tega, in ker je ravno vprašanje denarja, ampak gledajte, to je zelo zanimiva debata, če boste šli kjerno kolo odvetniku, prej pa konco le SP, po dopolnilno dejavnost. Torej, da jaz svojim strankam računam v deliku, ki je objavljen na internetu, za katere se odločam, da jih jemem pro bono, ker vidim, da niso v finančni kondiciji, za katere pač ne. Ampak če jaz kjerno kolo odvetniku prvi na svet je koliko? V Ljubljani, stotka za prvi na svet, prvo posledovanje 500 lahko so več. Ne vem, o čem se zdaj pogovarjamo, ampak to, kar pa sprašujete, je podel jasno, ker ta je en izbistvenih očitkov, ki ga imamo v kratki. Ampak to še ne nekaj, da se stigma, ki da je v tem ravno zaporan, bodo pa je prvi špartira in tako kaj? Ne, to so podel. Ne, to ne vem, katere, jaz nisem videl, ker ne vem, s katerimi kopijami, tako da smo pa razgledane strani odvetniške družbe. Ne, to. To pa, mislim, nekaj smo ga tudi priučili na tem času, kaj pa što nekaj vsi smo vsaki strani, to je težko, lahko Damjana s tem podrediti. Mislim, da ste prav razumela, da je to, da ni bila povzročena nobena škoda, a to misliš, večji tega čas, ki bi bila starši. Pa še enkrat, čeprav ste tukaj smo vse. To se pravi, vi trije trdite, da niste vedeli, ki je deklica rasla najbolj pripodatno imeli informacijo, da je z babico. In da kasneje pač tekom postopka niste imeli podatkov, ki je... Ja, to je bistvena stvar kazenskega postopka, ker lahko reš. Hvala, Denis. Jaz pa bi rada vprašala samo vas, mogoče veste, ali je zdaj dodala kazensko varnost,
gospoda Dončića, glede na to, da je trdil, da tega ne živa. Ne, jaz osebno se tako globoko tem razmišljam, ampak se moram posvetovati s svojim zagovornikom glede tega. Ogromno stvari je jasno. Gospod Tone Dončić je na seji odbora Državnega zbora za pravosodje, notranje zadeve in javno upravo oktobra 2011 prvi javno v tem kontekstu povedal to, ali je nekaj zaživa, ker ste določeni mediji nekritično povzemali in pač držili, da je ena ogromna škoda. Pač ne oddelite, da pač je živa. Ja? Kaj je samo vprašanje, ni pritiskanje, da je razvila ljubitev. Glede na to, da je v postopku vržen sum, zarabi, kaj so tisti znaki, ki so vas pripisali, da pa je znak, zarabi na vrbe? Ste pa prvič na način tako konferencija. No, dvojke 12 pri tem. Tako da na internetu je celotna dokumentacija, ki je dostopna, se pravi, od pričanj odraslih oseb, ki so bezgravljeni, se pravi, pričanja nekatera so razgovarjali, tudi telefon zelo uporabljena, se pravi, iz družine, kaj je vse veliko govorila, ginekološki intervju, posnetki, audio-video posnetki, ki so bili zaseženi, različni kolegi so pač govorili, kaj se je dogajati do dnevnem zloravitelju, določene zdravstvene težave, ki jih je imela, tega je popisala. To v bistvu daleč, 3-kratno do 4-kratno presega dokazni standard, zaradi katerega bi na ljubljanskem tožilstvu človeka preganjal. To je, se pravi, 4-kratna količina obremenilnega materiala, da je to zavrženo. Pa samo Slovenija. Pa imate nekaj podatkov, da se kakšne imajo v tem Sloveniji, oziroma podatkov, da je to samo glede na Mi to delamo drugače. Imamo takih primerov ogromno. Ja, ampak da je isto tudi. Ja, ogromno. Tega je to, zdaj je to zavito v zelo dobro vprašanje. Imamo zelo, to so resne stvari, da pač izgledati v Sloveniji, imamo pač med sabo dogovorjeni, da mora spolne zlorabe zavračati. Ker je pripad primerov prevelik. Strokovno znanje pa primisko. Mogoče se eno vprašanje, vse je prijela za svoje prijav nekorektnega ravnanja in vaših spoštovanj, ki se rekli. Kako odgovarjati? Tako, kot na začetku, čakam na to, da vidim, kdo se prijavil. Se pravi, zdaj, seveda, marsikdo, sicer pa svoje belo moram reči, da sigurno nisem naredil tega s prijateljom veliko časa. Ampak tudi veliko nasprotnikov, in sploh, da je šlo za medpartnerske odnose, druga stran, temo, če gremo konkretno za, evo, bom dal začetki X primer. Imamo več spolnih zlorab, ki izjemno počas grejo, in seveda gospodje zlorabitelji se izjemno jezijo in uporabljajo vse metode pritiskov na to, da pač neham delati. In to so pač žal seveda ugledni člani naše družbe, zelo visoko. In takih imamo res veliko. Tako da ni me čudejo, da so pač kriminalisti kritični preiskali, da so jih zanimali tudi tako in glede, da so tudi zelo korektni. Ampak da so jih tudi načkaj zanimali, ker znamo pač vse v železni omari, tako kot informacijski pooblaščenci nalaga, se pač vse pokrijali in so tudi kliniki noter. Pač predvsej znanih ljudi. Tukaj le še. Če gremo še nazaj, se pravi, na to, kar se je dogajalo v zadnjih dneh. Včeraj smo slišali pač spoved, ne samo včeraj tudi odvetnik, oziroma oče je konkretno rekel, da ste vaši tehnice, ki je bila vaš čas skladal, prepovedali komuniciranje z družino, da je bila v Sonjo je proglasil za nekakšno stavko in da je imelo vse sodelovanje oziroma z ljudmi, ki delajo v vaši svetovalnici. Je to res? No, to je sicer tudi del kazenskega, ampak vam odgovarjam, ker je to dobro vprašanje. Ne. Nikoli ni bila taka, nikoli ni bila ugrabljena. Gospa Zlatka Kakar je bila vrš čas, je točno vedela, kaj počne. In zato vas pozivam, da ona pove svoj del zgodbe, kaj je preživljala zadnje leto in kakšna je moja, ali pod Jernej, ali pod Natalija odgovornost za to. A pa ste prepovedali komuniciranje z družino? Vidite, to je sicer del kazenskega postopka, ampak kljub temu je še enkrat pravim, v zvezi s tem, kaj se je dogajalo z Zlatko Kakar, obstaja ogromno prič, katerim je ona sama v času, zdaj v obdobju, za katerega govorimo, izpovedovala svojo voljo, svoje prošnje, skratka, da to sem razčiščevala res tako. Tako je, sem še to, kolega pa se nekaj še čas. Drugače je tako, prišli so še dodatne ovadbe zdaj, v sredo. Tako da, se pravim, da še malo kaj bo četrt Slovenije lahko. Izvolite. Vaša Krajinska Slovenija, veliko očitkov v zadnjem času leti tudi na samo delovanje vaše svedovalnice, predvsem tega, da bi si morali registrirati dejavnost oziroma zaprositi za dovoljenje za delo, predvsem zaradi tega, če ste opravili socialno varnostne vašne dejavnosti. Ali ste si pridobili to dovoljenje in če ne, zakaj ne? Zdaj, to sem hvala. Jaz sem slišal, da to nisem še prebral, kdo in kaj mi očita. Moj status je naslednji.
Jaz sem redno zaposlen kot psiholog v priporu Zavodu za poslovanje kazni zapora v Ljubljani. Pred nastopom kazni sem že imel registrirano SP v svojih podjetjih kot dopolnilno dejavnost že v času v moji prejšnji službi, ko sem bil na centru za socialno delo. Ta dejavnost je registrirana na IPEX-u in klasificirana za psihosocialno svetovanje, ker je pač klasifikacija po IPEX-u. Seveda, vedno vsem strankam vedno povemo, da nimamo nobenih javnih pooblastil. In dejansko pač upravljamo svojo dejavnost, v okviru tega, ker pač njihova klasifikacija, ker mi pač dopušča. Ne vem, ker nimam zdaj podatkov, kaj ne bi počel ta in to, ne vem, kaj bi vam odgovoril, kaj bi tiste dejavnosti moral in od koga bi moral dobiti neko dovoljenje. Koncesije Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve seveda nimam, ker nisem nevladna organizacija, ne počnem tega. Delo sem pa pač to, kar znam dela, sem pa svetoval. Koga bi moral dobiti dovoljenje, zakaj? Recimo v moji službi so vedeli v prejšnji in vedo v tej službi, da imam dopolnilno dejavnost. Ja. Zdaj da se vidi različiti. Maja. Jaz bi sam še enem čisto, ki je zelo močno, ampak zato smo tukaj, da veliko spravljamo, razložimo, pojasnimo. Se pravi očitek, da je skrb za otroka, konkretno da je skrb za otroka, rasno delovanje, vlaske namene, samo promocijo in da ste se robi tudi vsega, ampak kako drugače dvignili na zavod. Se pravi, kdo ste, vprašanje je tome, kdo ste vi? To je demun. Ne, kdo ste vi, da lahko odločbo sodišča, kam bi legalca, ne? Tako odreagirati. Moram vprašati, ne nazadnje. Zdaj tudi po, ne sem zdaj uresničil, a je to tukaj, a ste zjane, tudi slušate, ne. Uresničil se scenarij, ki je objavljen v reviji Jana, a ne članek stavite Munka. In zdaj pač to, tam se je sploh počitek prvič pojavljal, to za vraga spira, ne. Zdaj, dejansko, vedno tudi v zadnjih sporočili za javnost, mi vedno ponavljamo, meni ta slogan pač Komisije za preprečevanje korupcije všeč. Odgovornost, integriteta, vladavina prava. Mi se ne postavljamo na pravo, vendar ga jemljamo, pač kljub temu, da smo pravi laiki, ampak dosti pravo poznamo, veliko širše, kot bi ga nekateri radi dojemali. Konvencije so v Sloveniji ratificirane in po mnenju pravnikov, res pravnikov, tudi neposredno izvršljive. Vsak sodnik, to je pa po zakonu o sodišči, tretji člen, pravi, da vsak sodnik v vsaki zadevi mora upoštevati da je potekala izvršba, pri čemer je bila še vedno živa pač preiskava spolne zlorabe, na moči Aleksandrice pač gospodar postopka je bila Aleksandra Štiblar, kot pač krožna državna tožilka, in torej vse to, ne, pač trobezlanje, ne, ponavljanje te mantre, ne, neka, ne, ta dodelitev, gremo pa lahko še nazaj, če imate voljo, ne. Tudi sama dodelitev je bila narejena seveda nezakonito. In sicer iz večjih razlogov. Brezplačna pravna pomoč, ki jo je dobila Aleksandra Tukler, strani Irme Pavlinčke, je bila na podlagi lažnih podatkov, ki so jih posredovali na Centru za socialno delo. Ona pa takrat v tistem zakonski zvezi ni imela dovolj dohodkov, da ne bi smela dobiti brezplačne pravne pomoči. Pa jo je dobila. In Irma Pavlinčke je v prvi tožbi za dodelitev napisala 5 kronskih laži po Boštjanu, ki so bile, da je morala Aleksandra bežati od doma, da ne bom znal vse naštek, ko sem malo že avto tega, da se pa bi morala bežati, pred da je bil nasilen in jih je bilo še toliko, da je pa, ja, da potem, ko se ona že odselila, da je on že preprečeval stike in potem še spet. In seveda na podlagi tega, tukaj je pa še en zborni gre, ki gre spet še malo nazaj. To je pravna pozicija naše države. Tudi, ja, lahko takole pa tako pa nosne. Ja, to je. Pod kakor je včeraj Kje ste? Aha, točno. Pod kakor je včeraj tudi nekako vati krivi tega, da deklica ni bila pravočasno prijavna zaradi izvedenstva, zaradi spolne zlorabe. Oni še vedno pravi, da ni nekaj meni, da je bilo na tem, ampak da je zborno to, ker deklice toliko časa. No, to kaže nam, ne, veste, še vedno, ne, izvedencu lahko, izvedencu, to boste vsi izvedencu gre lahko nekdo, ko je sodna sodišče na sodi, oziroma v primeru suma spolne zlorabe je seveda Aleksandra Štiblar pač zahtevala kot del preiskovalnih dejanj tudi pregled pri izvedenkah, ki pa ni bil nikoli izvršen, ker je bila prej rubaš otrok. Zato so naredili tisti umestno mnenje, s katerim so tako radi mahali vsi zagovorniki
predvsem spet vse. Tako da jaz nimam moči nekoga odpeljati izvedenca. Tudi če poznam izvedenca osebno, je to nično. Če uspeljem nekaj otroka izvedenci, da rečem naredi izvedeni, to ima nobene teže. Izvedenci so sodno zapriseženi izvedenci vseh strok v Sloveniji in delajo po, če rečem, tako ukazu sodišča ali tožilstva. No, pa niso zaradi tega, ko tega se ni bilo. Če bi zdaj to čitali, tam ja, to čitali, ne, to je pač tam izpečati, da to njegova volja. On je pač želel absolutno to, da pač tehnica, da je pač zaščita nas. In to je toliko možno izvesti, kot je opisana zadeva, da pač zaradi ravno takrat, ker je vse čas bila Damoklejev meč je bil tega Rubeža. Že prvi Rubež je bil, da se spomnite takrat posnetke, da ste želeli televizije tam, kako je to izgledalo. Šlo je pač veliko število policistov, izvršitev in nekaj, kar je nepredstavljivo za slovensko prakso, to, da v prostor potem vstopi gospod Aleksandar tudi s svojim zagovornikom in išče po prostorih. In seveda to je bilo takrat tereno res, tudi ne vem, kakšen izvedeništvo, moram Boštjan pač povedati, kaj je skrednice, ampak jaz ne moram nikoga peljati izvedencu in to nisem nikoli obljubljeno. Ni to delano. Samo še glede to, torej, ali je on bil pri takem primeru, ali so bili so teorij, da pravi, da to in bo se pravi člani rešine kakšne podjetnika. Mislim pač, zdaj je v večerih tvoj pripravlja ali pa pridržanja, dan smo vas pitali za tega, da pač, ker se pač ravno govorimo na najbolj hude očitke, še veliko vode bo preteklo. Ta postopek še dolg, že zdaj napovedujem, sigurno, da ste pač naši to ne bo enostavno, da bomo pač naredili vse za svojo upravko, definitivno. Se pravi, vse priče, ki se v tem vedo, bodo prišle pred sodišče in to bo trajalo. To bo trajalo še, da bomo pač odločali glede na to, kaj bo. Zdaj, danes dovolj pa tega ne zgodilo. Super. Ja, mislim, da Mislim, da je to še... Ne, to me nama lepo, da se to se me zanima. Ja, v bistvu je bila, da volja matere, da se vzeli varstvo, pač očinstvo genitorije tudi delno varstvo, ne? Na CPD-lu posebno imamo stare, da se vzeli stara očinstvo in varstvo, ne? Da je v bistvu malo zelo obiskujeno. Ali ima kakšno sistem, ne vem, uklep, ko se lahko strani na političke, ki se povedal, da spremeniš na CPD-lu? Ja, malo je vakrat, da je to izjavo, da pač ne pušča vse pokladu vsejto iz razloga, ker pač bo za njo že svojega pozdravljeno, a ne vloga enega volilnika se ravno v tej točki, ker ima ti prej našteval 5 različnih uvodnih informacij, ki je zapisala v točki in ena od njih je ravno ta. Pa je nekaj ne podala. Tako, Eva Morin Živski v točki zapisala, da je Aleksandra pač bila prisiljena za izvednico, da ni se nekaj izrekla in je sodišče iz tega vidika presoja romano in tudi kasneje napisalo, da je sodišče verjelo materijo, da ni prostovoljno prosila otroka in da ne bi izrekla, nekaj pa ignorirano zapisno senca, ki je pač tudi javno podalo sodišče. Zdaj bomo še šli na 24 ur, pa Slavcu zadnjo. Samo še ena stvar, glede teh pisem. Eno izmed pisem, ki je oče pokazal tudi javnosti, je pač noter vaš tekst in v njem piše, da, kot ste podali, da se je zapora oziroma vsega, kar sledi, ste mu obljubljali, da v zaporu ne bo pristal. Na podlagi česa ste vi njemu lahko to obljubljali? No, to je tisto, to pa lahko, ker to pismo je bilo, a veste, mene zdaj ste zaupali v pravno državo je na nič dela nič. Takrat pa ni bilo nič dela nič. Jaz mislim, da bodo postopki dejansko stekli, tako bi morali. In absolutno, ko pogledate, ko imate tako razloženo 4000 listov dokumentacije in ko ima zraven 3 res ugledne pravnike v Republiki Sloveniji, ampak jih ne bom imenoval, ker so prosili, da ne. In ko vsi rečejo, da zadeva je čista kasovna, potem napišeš tako pismo. Zdaj, ker misliš, že nemogoče, da bi nekoga obsodil na podlagi kaznivega dejanja, ki se ni zgodilo, ker to še vedno trdim. In to je bilo pač pismo. Ne pa, če so objavljali tisto pismo, ko mu dajem na pošte, kako bo lažje preživel pripor, da mora dati pit vode, pa da mora dati se hrani, pa da mora se sprehajati, pa take stvari. Tega pa verjetno niso objavljali. Tako. Slav. To podobno, hvala Slav, to podobno, kot je slišalo vprašanje vsi, ali bomo vadali odvetnika Verstovška.
ker je pa se stvari so šle tako. Sam, hvala, če tole. Prezgode je za to. Prezgode je enostavno vse še pregrožno. Podobno odgovarja kot SDA. Zdajmo videti, kam gre dol. Se pa prinem delima seveda, da zagovorništvo, če zdaj za Boštjana govorimo, je šlo, pač kot se sami videli najprej v bistvu preko odvetniške družbe Črtarič, kasneje je zadevo v bistvu moral takrat prevzeti zagovornik iste družbe, ker je enostavno šlo za kolizijo interesov. Oni so Črtarini je zagovarjala deklico in tako ko je bil on dejansko v kazenskem postopku naš škoda deklice so bili oni v koliziji. Ne moral pač takrat smo pač predstavili javnosti gospoda Zrobnika in potem konec leta 2011 enostavno pač Svetnik Razkoršek, ki še vedno stojim, da sem se napisal tudi na socialnem omrežju. Glede na to, da pač pri nas v svetovalnici živimo res sodelovali na to. Ker vem, da res dejansko si zaupamo, ne vem, če to je tako banalno smešno, ampak kad sediš skupaj, delaš eno zadevo, pač delaš to zadevo. In dejansko smo delali z njim to zadevo, zato pač zame on je izdajalc. In to je pač izdajalc, ker je vse gledal, ker smo sedeli skupaj, ker smo črpali, da bomo pač, kako se bomo pravno lahko obranili, dejansko tega, da izrek sodbe bo, to smo že vsi vedeli, da izrek sodbe na prvi stopnji bo, nisem pa dejansko pričakoval, da je sposoben nečega takega, da nam dejansko zabije našo krv. Kot isto nisem pričakoval, da je to sposoben narediti oče Boštjana Zvone Kamenca. Mene najbolj prizadel to, ko sem vedel, da se on, ki smo 2 leti bili po 3-krat, 4-krat na teden skupaj, če bo treba. Ko so se midva na svoje stroške seveda vozila na Koroške, da smo mirili situacijo, da se pogovarjali in vse živo. To tega res, in zdaj vam tudi je slabo slušal, koliko se tiče. Ja. Ja. Mene pa zdaj ena stvar zanima, ne? Zdaj ta punčka formalna. Vi, glede na tej slušno, da ste malo žal, da ste to počela, ste sposobno funkcionirali tega primera, ker jaz sem videl to, zdaj ni rešitev za punčko, ne? Ali boste še naprej mogoče vsaj te prostorne institucije opozarjali, da ne vem, da se bi prva ne revizija in da se pač različni, kaj dejansko je, ne, ker spor sume, sum spolnih zlorabe je bil in da mislim, da ne bi smeli tukaj odnekati. Ja, hvala, to super. Sej se vidimo, vse sta že na začetku povedati, vsi danci danes začetka v bistvu predvsem tega, da bomo mi način delovanja spremenili. Ja, ampak že rekno začetku ne. Tukaj seveda, tisto, ki smo mi vpleteni še vedno, seveda poziv politiki za revizijo, za nadzorstvena dejanja, za tožilstvo seveda obstaja. Vse smo sklenili poravnavo, vse smo, res, tako država plačala odškodnino, če tudi imate dolg časa v kazenskem postopku, ampak to, če imate vi psihične težave, nas pa ne briga. Demo pokopati, pa gremo naprej dalje, in za tega pač, tukaj bomo pač tem še vedno vztrajali. Tukaj domirati. Veram troper državljan, Republike Slovenije. Škoda, da poslušam vse sorte izjav in mnenj in dokazov in nedokazov, predvsem, da je se gnilo v tej državi. Ali ni civilna družba toliko močna, da bi najdla enega novinarja, raziskovalnega novinarja, ki bi stvar po svoje raziskal. To se mi zdi absurd, kar se pri nas dogaja. Pa vemo, da se v Slovengradu že dogajalo, se še dogaja in se še bo dogajalo. Na tak način, da se ne bomo postavili po konci, bo vse konci. Ja, hvala lepo. Zdaj tako, jaz pač kar dal spremljam medije, res hvaležen, da vedno pridete, no. Taka pa drugačna število, koliko je. Ne pa včasih žalosti, ko pač prebiram potem podatke, copy-paste, ker bi kolegi iz SDA naredite, naredite veliko dela, pa ostali pa to vzamejo, če ne kritično. Zdaj je očitno, pač bomo na... Ne, mislim, drugi povzamejo ne kritično, poved. Dovejte ga vprašati, če naredite, pa naredite kaj napako, pa tudi drugi naredimo, to je spet. Ampak seveda včasih, ko berem, recimo, berem tako po portalih, ker na moji najljubši portali, kot je isto. To je degradacija novinarskega poklica, ki ga res globoko spoštujem. Ker
sem delal pač praktično na Radio Študent začel kot novinar. In smo se kalili tam res močni novinarji. In me žalosti, da tisti, ki so mene učili novinarskega dela, ta trenutek še vedno delajo pač tisto, kar je najhujše. V momenu, pa v momenu Arija Žardina. In takrat, ko so bile najhujše laži narejene, in jih še zdaj piše gospa Sonja Merlak, ki je danes ni skriva, še vedno laži vztraje, sem ga prosil samo za popravek v skladu z zakonom o medijih, pa ga je izgubil iz svojega računalnika. In to človek je mene učil novinarskega dela največ. Mislim, to je to. In to je poziv mladim novinarjem, blogerjem, forumom, internetom, tisti, vi imate očitno tudi samo za celotne odličnosti. Seveda, tisti, ki imate pa večjo moč, pa napišite koliko si je, pa ena stran ena ne briga, če ena druga, sem bote razkogenekomiran, bote raziskovanje. Pejte globoko zgodbe, kolikor lahko greste, pogovarjajte se s folkom. Kar ne tiče pa gnilosti, je pa tako. Seveda ni transparentni rad. Imamo seveda dva aktualna primera na dveh drugih sodiščih. Nova Gorica in Murska Sobota. Pa enega še je v pripravi v Ljubljani. Gnilo je žal vse. In pa zato upam, da bomo začeli pač bolj sistemsko delati, pa vsi, ki se gremo kot nek aktivizem, so pa zelo različni merami. In tem problem, zelo težko najdemo skupaj imenovalec. Ampak recimo, da nam bo rado. Kolega Robert, žrtva tožilstva in sopornik. Najprej bi rekel hvala Matic za brezplačno delo v svetovanju akcijah. Drugo pa v naši državi se danes nažalost fizično osebo tožilke ne mora vaditi, ker takoj dobi proti ovadbo. Dobi ovadbo za krivo ovadbo. To je v naši državi fizična oseba ne more ovaditi tožilke. Tako, hvala program. To se pravi, moje mnenje, da se treba spremeniti sistem, sem Drago Ivanović, vaš podpornik, očitno civilna iniciativa deluje preveč tako, veliko lokalno, tam takoj v sliček, ne pa za skupno nivo. Civilna iniciativa se tudi boji, jaz ne, nekateri pa in to vem. Jaz vam povedal, po enem težu pripora, česna in nikoga ne zapravi. Ker več, kot to ne morem da. Lahko me znaš ubijati. Meni sem želel, da je naše življenje govorka. Kaj se tiče tožilcev, pa je pa tako. Tožilci seveda imajo imuniteto. Tožilce se lahko ovadimo. Mi smo recimo ravno danes dobili seveda Miro Petrešenje, okrožno državno tožilstvo v Mariboru je točno v tej zadevi, ki je zavrglo našo ovadbo neresnega dela tožilke Silve Cepet. Mi smo pač, čeprav smo napisali, smo zelo potrudili za kazensko ovadbo. Znači, ta svoje so zavrgli. Tožilci imajo imuniteto, praktično tako kot sodniki, in imuniteto jim lahko vzame samo državni zbor Republike Slovenije. In jim jo lahko vzame in jaz upam, da v mnogih primerih jim jo bo in da se jim bo lahko sodili kot navadnim državljanom in da ne bodo v tem vakuumu zaščiteni. Jaz vam še vedno, zdaj ne bi prinesel, jaz vam upam, da to se mora zgoditi. Gre dejansko za to, ali bo, res, če bo vse prišlo v grun, pol je pač konec. Ampak velja še vedno apelira tako na politiko, kot seveda na razne aktiviste za tem, da izvajamo kontinuiran pritisk res na raznih področjih, in pač pridemo nekaj do tega, da bo eden pač kaznovan za svojega neresnega dela, zlorabe položaja in drugih kaznivih dejanj z področja to, kar javno še možemo se rešimo. Na tem problem dela, da tožilstvo nadzira notranji tožilski nadzor. Se pravi, piše, da brani me izgleda oči. Tudi v mojem primeru je pač notranji tožilski nadzor. Zdaj, smo lahko malo širši, pač nekaj upanja ostaja, kot jaz razumem zadeve. Po 1. aprilu minister Gorenak formalno prevzame, se pravi, tudi tožilstvo, kolikor sem obveščen, pa šele od včeraj pač gospa Barbara Žretigar ne bi izvajala, je bila pač, če sem prav, pa me popravka, ko sem možno direktorca direktorata, da je tako, generalna sekretarka za področje tožilstva, tako da, tukaj smo, živi smo, ne bomo se dali. Če je upanje? No, upanje umre danes. Imate še kaj še vprašanje? Ja, jaz sem še eno zanimljiva. Glede na to, da ste omenil tem žrtvom svojim generačnim delom. Ja. In tako zanima, če imaš podatek, statistika, zdaj,
Zdaj, statistiko se večinoma ukvarja policija, ki je redno v tu statistiko časopisju, ko pride nek pravilen moment, objavljajo neko statistiko, kot je raziskanje. Moje osebno mnenje je zelo osebno mnenje tem, da pač ta statistika je zelo definkrivna. Zato, da lahko izpademo pred Evropo in da veliko stvari odkrijemo. Zavede, za Slovenijo mi smo trije delamo na potovalni del. In pač imamo statističnih podatkov, mi delamo s primeri, ki pač nam pridejo. To je vse. Zdaj, vem pa seveda iz občutka, da je tega veliko več prikritega, kot kaže statistika. Definitivno, samo to je paušalizirano mnenje, paušalno mnenje, da je težko. Je pa seveda glede na pripad ljudi, ki prihajajo k nam na zgodbami, pri čemer seveda moram reči to, to še je, se pravi, to sem slišal, da nekritično vsako spolno zlorabo pa ne vzamemo, to ni res. Zelo veliko ljudi tudi zavrnemo, sploh tiste, ki želijo prepirati, ki želijo prikrivati. Poštevno kakor nikoli ni bil, po mojem občutku, človek, ki bi prepiral in prikrival. Prihajajo pa seveda redno ljudje, tudi zlorabitelji, ki so dejanski zlorabitelji, pa bi radi bi prikazali, da niso. Seveda prihajajo tudi stranke, ki bi rade spolno zlorabo praktično vrečke v prevleka, ker je to zdaj tudi žal, grozno rečem, ampak je pač popularno. Mislim, zmeda je ratela amerikanska, strokovno delo pa na plazno listirano. Če dobro zdaj, Katja Bašič je še vedno zame, še vedno avtoriteta na tem področju, še vedno je imela prehod na izobraževanje, ki ga je mogla zdaj izobraževanje prekiniti sicer, ampak na izobraževanje za ljudi in za ljudi, za delo z žrtvami spolne zlorabe. In potem se vidiš, kakšna je stopnja znanja tudi tistih, ki tja pridejo. Na tudi tistih, ki se kje odločijo, nič ne vejo. Nič ne vejo, nič osnove, da tega se učimo. Tukaj tudi nihče noče tega. To so težke, zahtevne čustvene drugačne dele. Jaz mislim, da nam je koncentracija, pa tudi smo padla. Žrtvom je bilo določen in imam jo še enkrat, hvala vsem, ki se došel, podpornikom, civilnim iniciativam, državljanom, medijem absolutno, sporočite, koliko vam pač dajo pozornost. Ja, vem, hvala. Ja.